Jebi ga, krademo. Danes se odpravljamo v vasico Maska. Zelo zanimiva pot pele do dol. Mi smo se tukaj že spustili. Glejte, vasica je tamle dol. Ta zadnjo, ki vidite, tukaj je pa ena ful dobra razgledna točka, kjer se ful dobro vidi ta cesta, taka zelo slikovita. Glejte, taka bolj ozka. Pa vse, ki do dol naprej gre. Glejte, tako da izredno zanimiva dolina. Tam je menda tudi en kanjon, tako da tole bo zelo, zelo zanimivo. Evo, zdaj vam spustil drona prvič po 1. novembru, ki mi je dol pol preživel. Tisti video, ne vem, če ste si pogledali. S kolegom so ga ful v enej soteski dol iskala, tako da zdaj imam pa slab občutek, a bo to letelo ali ne bo. Pa tudi takrat mi je kar na lepem dol pol. Javljati mu je začelo, da baterije ni, in jaz sem dol se začel spuščati. Jaz sem ga mu pa za drevjem in ga nisem videl, in je pol na drevje pač tam začel propelerji tolč po drevju, in potem je dol pol seveda 150-200 metrov globok, tako da če si niste tisti video pogledali, si ga poglejte. Veste, kako se zdaj počutim? Ko sem bil star 20 let, pa sem šel na zmenek, pa niti nisem vedel, bo punca prišla ali ne bo prišla, kaj bom govoril, kako se bo išlo, zato ker zdaj tudi ne vem, kaj bo s temle dronom, tako da pa že to ful, očala moram gor dati. Takrat je bilo tudi to krivo, da nisem očal imel, ko je tu dol palil, ker potem ne vidiš vse dobro, tako da, čeprav tle mi nekaj gor. Zdaj ga bom mečkam počakal. Zdaj, če misel pes ne pade tukaj od nizkega. Baterija kaže polno. Rečemo, da bo. Prispeli smo do vasice Maska. Tukaj smo parkirali. Zdaj gremo pa peš malo se sprehodimo. Da imamo avto parkiran. Pot je bila zelo zanimiva, tista cesta. Glejte, potem bomo pa mi pot nadaljevali tamle po tisti cesti, ki jo vidite, in bomo šli na drugo stran otoka, da še tam vidimo malo, kako so zadeve. No, drugače pa, ja, z dronom tle prepovedano. Več pa tu mala vasica, 90 ljudi tle živi. Tamle je menda en zelo hud kanjon, ki pele dol do morja. To je na višini 900 metrov. Tako da zanimivo. Tudi menda to zelo, zelo turistično. Tjaša pa Domen sta tukaj zdaj že drugič, in prvič, ko sta bila, sta rekla, da je bilo to tukaj le sploh nemožno parkirati, in avtobusi celo sem vozijo. In zdaj ste videli, kakšna je cesta, ne? Bi rekel, še z avtom je malo težko iti, kaj šele avtobus, tako da vsaka čast tistim avtobusarju, ki to vozi.
Vidite, lejte, ne, tlele, da gre avtobus. Pa je to super, tam je še hujš. Tako da, ja, še sonce se dela, tako da imam občutek, da je pred nam spet en zelo, zelo zanimiv dan. Evo, takole zgleda tole, ko se spuščamo v masko. Ej, Tomaž, tega gospoda moraš ful po nosu podrgati za srečo. A ja? Ja, res, zato ima pa toliko gulen nos že. Kaj bom jaz po... Ful ga moraš, praviš. Ja, več ko ga boš, več... Ja, lej, zdaj, če to res drži, bom jaz kar tle levaj počakal 1 uro, pa ga bom za nos držal, pa da vidimo. No, zaprav, zdaj bo to sreča huda. Tale cirkuca je zelo lepa, posebna. Drugače pa tudi vse, lejte, tale restauracija, lepo, v lepem stilu. No, mene osebno bi najbolj zanimalo unle kanjon tamle spodaj. Pa lejte, tale drevo je tudi zanimiv. Sedaj se spuščamo dol. Tole verjetno je en bolj zanimivih točk v maski. Zanimiva restauracija. Lejte, tole je terasa. Super je videti. In tudi sam objekt. Gledam, če imajo cene. Nimajo. Cactus Ice. To je pa tisto verjeten od kaktusa, ki sem vam že razlagal. Tole smo v kraju Garachico. Lepo mestece. To je na drugi strani otoka, tako da pravijo, da je tukaj malo slabše vreme in je res malo slabše. Smo pa sem prišli, ker naj bi bili tukaj neki naravni bazeni. Po mojem, da so to tamle, ki vidite. Tako da gremo zdaj to pogledati. Tole so ti naravni bazeni. Zgleda zelo zanimivo in tudi domiselno so tole naredili. Glejte, tukaj najbrž kaj velik val, tudi bazenček rata. Tamle se še nadaljuje. Gremo pa tole pogledati, ne. Glejte, tle, če hoče voda noter prideti, mora tukaj prideti. In glejte, kljub temu, če so hudi valovi, bi se tle ljudje noter lahko kopali. Sicer ne vem, če je to trenutno dovoljeno. Glejte, je pa najbolj zanimivih stvari ne bomo videli, ker na unole stran, tamle v zadju, je mostiček. Drugače pa ne moramo priti čez, ne. Ful dobro bi bilo priti, vidite, lejte, na tole stran. Na drugo. In ker, lejte, tamle se pa res neki bazenčki delajo. Boste videli, počakajte še trenutek, da bom šel kele bližji, pa boste videli. Čeprav, lejte, tole je zakopanje bilo, ne. Ampak tamle sem pa videl neke table, prepovedano, mogoče sem videl sam za skakanje, ne vem. Tako na tisto stran pa ne moreš iti, ampak ker je zaprto, tamle je, bom rekel, most polomljen. Ampak gledajte, tamle, vidite zdaj, ki je val prišel tamle. Tamle je pa res bazenček, če se tam kopaš, vidite, je od zadaj morje, nižji za pol metra. Točno to direkt, kar kažem. In ta bazenček napolne val, ko pride. Ne vem, kva to pomeni. Vse. Drugače pa vidite, tamle je ta most, ki je pač zaprt. Zdaj, če bi tole odprto pustili, bi jaz seveda šel čez. Zdaj pa ne morem iti. Zdaj sem šel še na drugo stran.
Tisto, kar prej nismo videli. Lejte, temu le pravijo naravni bazenčki, ne vem je zdaj, a so to kopali ljudje noter ali ne. Definitivno se je tole lepo za sprehoditi. Zdaj, če bi se lahko kopal, ni slabo. Tukaj še en bazenček. Ja, in vidite, tole je vsaj 1 meter više, kakor je gladina morja. Nisem neki hud ljubitelj mest, ampak tale Garachico, moram reči, da mi je kar všeč. Verjetno tudi zato, ker je ob morju. Pa lejte, takele zadevce najdeš, ki te kar mal impresionirajo. Lejte, niti ne vem, kaj tole je, ampak je lepo, kakorkoli obrneš. Zdaj gremo na kavico. V enem lokalu so nas že zavrnili, ker nisem jaz maskemu, da se bomo pa tukaj na vrtu vseli. Tako da, evo, jaz sem samo na rob stopil. Poglejte, koliko vrst sladoleda imajo tukaj. Wow. Ej, tu imaš le tu lukno. Tle not pa ti po moje moraš. Ja. A si upaš? Če se upam, če greva staviti, veš, se upam. Ne bova stavila, ker niso pijanci, ampak lej, si mi pa dobro idejo dal, tako da bi mogoče pa šel, če me bo ta počakala. No, pa bom pa šel. Zdaj pa grem dol v tisto lukno, ki me je Domen nastral. Kaj Domen bo? Greš ti z menoj v lukno ali ne greš? Zdaj pa ne vem, če se nisem premislil. Zame si bil pameten. Vi ste nora, res. Ja, lej, gremo probat zdaj, če smo šli že gor, ne? Najprej se gre tle dol po stopnicah. Tamle bomo levo zavili. 5 minut pa smo tam noter po mojem. No, kakorkoli tole dobro zgleda, tako da v vsakem primeru bo zanimivo dol iti. Pa ne glede na tisto jamo, če pridem do nje ali pa če ne pridem. Je pa ful tist lepo po morju diši, tako da je super. Sicer kje, tudi malo po človeških iztrebkih. Domen in Tjaša gresta za menoj. Zdaj pa je majčkeno bolj zakomplicirano ratalo. Sicer ne toliko zakomplicirano, da bi se obrnili. Evo, jaz sem že v lukni. Lejte, koliko raku. Jaz ne vem, če jih vidite. Lejte jih, ja. So takoj ušli. Či 5 centi je manjkalo. No, lejte. Lukna, nič posebenega. S tem, ko sva gledala z Domnom, sem mislila, da bo to kam noter se šlo. Sicer malo sem predvideval, da bo takole, ker gre cesta od zadaj, ne. Ampak dober, lahko bi šlo pa tudi naprej, ne. Sej ne moreš to točno vedeti, ne. No, lejte, je pa nič narobe ni bilo, da sem šel. Tako da, fino. Kaj si rekel, Domen? Ja, da mi je jasen, da ponovadi kamor ti predlagaš, so zmeraj ozke pa strme poti, tako da mi je čisto jasen. Aha, tole Tale kraj smo odkrili čisto po naključju. Jaz sem ga videl na Google Mapsu, da je pač nekaj označeno,
da je fotoaparat, pa slikce sem pogledal, pa sem rekel nič. Pejmo tole pogledat. Tjaša in Domen sta se strinjala in glejte, meni je tole hudo. Tlele sem enega človeka malo zmotil, ki ima kombi predelan v avtodom. In glejte, zanimiva obala. Nimamo sicer sreče z vremenom, ampak to itak pravijo, da je na tej strani zmerno slabše vreme. Glejte, je pa dol tu zanimive plaže, tamle se ena gospodična, gospa Sonč. Glejte, bom jaz zdaj šel pa še kele malo naprej pogledat, da vidimo, kako je. Domen, kam te pripeljajo Tomaževe poti? Si zadovoljen z njim ali nisi? Tako zanimivo, no, edino škoda, ki je tako vreme. Ja, tu pa nimamo sreče. Jasno bi bilo pa veliko lepše. Jaz se še malkele sprehodem, mogoče je tam kaj za videti. V minutah hoje sem prišel semle, dobra razgledna točka, zanimivo. Glejte, tle noter je pa en zaliv noter, pa vidim, da je potka, to grem pa še pogledat. Tukajle je pa še boljša razgledna točka. No, glejte, tudi tukajle zelo globoko. Madonna, ima človek kar majčken slab občutek. Drugače pa zanimiv tudi tale zaliv noter, navpične stene. Ne vem, a se da tle kopati ali se ne da. Ne vem, je kar globok dol, da bi prišel. No, glejte, za takole raziskovanje moraš imeti ravnotežje. Glejte, to moraš kar po teh kamnih hoditi, ne gre drugače. Moraš imeti dobro obutev, jaz se imam, merelke in to je to, drugače zna biti pa kar nevarno, da kje padeš, se potolče, zlomeš in tako naprej. Da vam pokažem nasad banan, glejte, tle jih je na tone in tone. Glejte, kako veliki šopi so. Sicer so zeleni, to se bomo mi zdaj 1 kilometer skoraj ob tem nasadu pelali. Tako da banan imajo tukaj, kolikor jih hočeš. Glejte, ker ne bi nekdo dal en takle šop, jih imamo za par dni. No, najdel sem tudi vhod v tole noter, tako da glejte, zdaj se v bistvu čist med bananom sprehajam. Banan, kakor hočete. Glejte, celo takole na tla padajo in jih takole pustijo. Jebi ga, krademo. Da vidimo, kakšne so ukradene banane. Čist dobre. Tjaši so se neki čudne zdele. Jaz sem pa že takoj vedel, da bojo ok in čist ok so. Malo so mehne, ampak super. Spet se vozimo po nekih ozkih ulicah. Domno ni najbolj všeč, tudi meni ne bi bilo. Sicer smerna. En ful lep drevo smo z ceste videli. Se razmišljamo, da je tu neki zmajevo drevo, ki je tu tudi nekaj znano tle, ampak mi smo to z ceste videli, niti ne vemo, mogoče sploh ne bo nič, bomo tu nekam privat prišli čas, zdaj moram Domen pa močkam pogledat kam, sem sekundo. Domen mi ne verjame, da sem ga prav pripeljal, ampak jaz mislim, da sem ga, da bomo tle zdaj nekje ta drevo videli. Drevo smo najdli, sem kako do njega prišli. Jaz mislim, da kar tlele preko. Tlej se tlele hodijo, saj tu ni Bosna, tako da minskega polja ni. Ja, tlele. Se strinjata. Sam da ne znam kdo. Tole, kar vidite na videu, je zmajevo drevo. Ni to navadno zmajevo drevo. To naj bi bilo največje in tudi najstarejše zmajevo drevo na svetu. Je pa videti zelo zanimivo. Ejte, te veje, kako so.
lepo razporejene. Zdaj, če res najstarejšo na svetu, kar verjeten je, bi bilo fino, da ga malo zaščitijo, ker tukaj verjeten ljudje gor plezajo in tako naprej. Jaz sicer na takele stvari se rad popnem, glejte, pa bi se tudi tukaj, ampak imam neko spoštovanje do najstarejšega takega drevesa. Glejte, od zadaj je tale sicer podrtija stavba in glejte, ne, zdaj, čez to sliko primerjate, mislim, čez to velikost stavbe primerjate, koliko je to visoko. To zdaj na videu se mogoče ne vidi, da je to toliko veliko, kakor je, ampak je to res kar velika zadeva. Tle pa vidim, da imajo, kaj pa da bi bilo tole v funkciji. Tle bi rekel, da kakšen brezdomc je. Hejte, jogi, nam tle najdu koga, ki spi. Lepo, lejte. Tle so mogli biti neki brezdomci ali ne vem kaj. Evo, Domen, tle bejt pogled, je zanimivo. To je pa čisto zate. Če kdo kup, lepo ohranjen, punto, modern, vejte, vse nekaj prebarvano, servo volan, dober, radija ni, nej se mi jav. Tukaj zdaj iščemo neko zanimivo zadevo, ki smo jo videli na Google Mapsu. Neka zapuščena hiša bi mogla dol biti. Aha, lejte jo, tamle je. Samo mogoče nismo šli mi čist po ta pravi strani. Mogoče bi mi mogli jeti. Lejte jo. No, tole je meni zgleda zelo zanimivo. Tako da jaz bi probal nekako najti način, da pridemo do nje. Lejte, se gre pot dol, sam na uno stran bi mogli prideti. Lejte, tle sem srečal eno lepotico. Lejte, kako je lepa. Lepotička, lepotica. Se ti ne bom jaz nič naredil. Joj, kako si lepa. Ja, lepotička moja lepa. Take pa še nisem videl. Ja, lepotica, a greš ti domov? Lepotica, lejte jo, strašila se me je. Smo našli pot dol, do tele hiše je želim iti. Lejte, tudi mi nismo prišli sicer po tej poti, ampak lejte, tle gor smo prej bili, ki ste videli na posnetku. Zdaj gremo pa dol, sicer na Google piše zaprto. Dol, kakor je stopnice, tudi niso videti take, da bi ljudje ful hodili, tako da jaz pričakujem, da je zaprto, ampak jaz bom najdel nekako način, da pridem dol, ker se veste, takele stvari mene najbolj zanimajo na tem svetu. Tega sem se pa bal. Zaprto. Zaprto. Sicer jaz bi to tako rečel dol pogledati, če bi se to kje dalo prideti. Ne vidimo. Ja, tukaj le sigurno ne bo šlo. Ne, tukaj ni šanso, lejte, je pa zanimivo se dol videti. Pa še problem je, ne, če grem čez tamle, me bo cela soseska gledala. Vidimo. Ja, lejte, tle bi pa šlo. In tle je tudi že kdo šel. In ne bom prvi, ki bo tle šel. Ja, pa bom šel. No, Tomas, zdaj pa povej, kaj boš ti. To me pa res zanima. Spet sem malo živčen. Drona bom spustil. In zjutraj sem ugotovil, da se ta baterija majčkeno ven skoči. In to lahko prekine ta tok in bo sam dol pol. Imam pa še eno baterijo, to je pa tista, ki je prejšnjič mi dol pol. Una pa tudi ni sigurna. Ta je pa napihjena in zato jo ven rine. Tako da jaz sem se odločil, da bom tole. Bom pa enkrat tudi uno preprobal, pa bom videl, če gre.
ampak bom tako, ene 10 minut ga letu na 2 metrih, če pade, ne pade z 2 metrov. Drugače moram pa novo baterijo kupiti. Morajo biti pa te ful slabe, ker iz vse serije, 3, ki sem imel, ena je čist fuč, ta se napihnila, zaradi tune mi je pa dron dol pol. Tako da, to je to, ne, če zdaj pa zalaufamo. Boš razkiral. Ja, bom, kaj pa čem, enkrat moram, ne. To je tako, ke, ne vem, mora fant riskirati, da k punci gre, čeprav ga zavrne. Če ne bo nikoli riskiral, jo ne bo dobil. Bomo zdaj videli, kako bo Tomaž švical. To me pa res zanima. Mi prvo vzletati. Ga mečkam pustil, da... Ja, baterija še drži. Ker živčen ratam, ko začne to piskati. Najtežji del danes narejen, najbolj živčen bom rekel. Zanimiva pešpot. Zanimiv razgled. Noro. Jaz vam zmeraj rajš tiste kraje, kjer je vse skup malo hribovito. Ravnine ne maram glih najbolj, pa ne želim nobenemu delati kakšne kravice. V Slavoniji sem bil, čista ravnina, res da je bila odlična žurka, fino smo se zabavali. Sem bil čist depresiven, ker je bila ura 7 zjutraj, ker je bilo vsega konc, ker sem rekel, že konc je, pa tako fino je bilo, ampak kar se pa potovanj tiče, glejte, je pa tam, ker so neki hribi, doline, kanjoni, sotecke, takele zadeve, to mene, to je meni zanimivo. Ta kraj še kar preseneča, zdaj, ker že nekaj časa hodimo po teli potki, glejte, kakšen panoramski razgled, tamle v zadju en hotel. Glejte, skozi nekaj zanimivega. Tole jaz ta mest nisem nikjer videl, da je bilo kaj upisano, da je za ogledati. Ampak zdaj pa vidim, da je to ena bolj zanimivih stvari, no. Dober. Tako, kot je bilo včeraj na El Tajdu, oziroma v okolici, to glih ni, ampak tole je pa tudi fascinantno. Kama tle gor gledam, kaj ima človek dobro hišo, vam jo bom pokazal. Na dobri lokaciji, lepa, no, ta preden del fasade je lep. Mal mi tole zgleda, kot en vrbnik na Krku. Lepotica, glejte, tako je začutila, da imam jaz takele rad. Je tam gor bila, pa je kar dol skočila, lejte, kaj je lepotička. Kaj je? Si ti lepotica ali si lepotec? A, Muco, Mico, moj Mico, lejo, tak čist, lejte, čist mehak je, moj Mici lepi. Poglejte, na kakšnih dobrih lokacijah ljudje živijo. Tik nad morjem, tole je res k v pravljici. Tako da tlele bi pa jaz lahko živel par mesecev. Sicer dostop do morja je bil tak, ni to nekih rajskih plaž. Sicer so tudi, sem videl na Googlovi mapi. Ampak gledajte, kako je to lepo. Tle nekaj ful odmeva. No, gledajte. Res fantazija.
Današnji dan gre spet proti koncu. Tako, kot sem zdaj že zadnja 2 dneva, bom tudi tega na koncu še video posnel. Snemam majčkeno pred koncem dneva, zato ker je še lepa svetloba. Jaz sem zdaj mislil, da vsak naslednji dan, ki bo, da ne more biti tako dober, kot je bil včerajšen, ampak, kot ste videli, je bil tudi ta današnji fantastičen. Čeprav so imeli slabo vreme, pa niti video, niti slike niso tako lepe, kot so bile one od včeraj, ampak verjetno se strinjate z mano, da je bilo kar zanimivo. Jaz samo rečem lahko, da sem ful užival. Vam pa moram čisto po pravici povedati, da drugače nimamo pa, saj jaz ne, pa tudi mislim, da Domen pa Tjaša, da nimamo tudi minute prostega časa, ne. Tole cel dan okoli hodimo, ko prideš domov, malo na hitro pojemo in potem gas montirati filme, pripravljati slike in tako naprej. In danes glede na to, da sem še z dronom snemal, pa timelapse delal, pa to bo tega dela še ogromno več, tako da en dan bomo majčkeno na easy mogli vzeti, da majčkeno tole not prinesemo, da bo pol šlo normalno. Ampak toliko je zanimivih stvari, da kar moraš biti aktiven, ne gre drugače. Nič, najlepša ti hvala, ker si pogledal ta video do konca. Če še nisi naročen na tem mojem YouTube kanalu, daj prosim stisniti gumb, naroči se pa zvonček. Mi bo ful pomenilo, seveda, če ti to moje ustvarjanje všeč, če ti ni, pol nima smisla, pa seveda, daj mi tudi en lajkac, pa kakšen komentar napiš, kako se ti vse skup to zdi, če imaš kakšno pohvalo, kakšno pripombo. Tudi pripomb sem zelo vesel, ampak če so tiste pripombe, ki so dobronamerne, ne izžlehtnobe. Tako se pa hitro vidi, ali je pripomba izžlehtnobe ali je dobronamerna. Ampak tudi, če ni dobronamerna, se ne bom zdaj sekiral, napišite, kar mislite, kakor mislite. Tako da res hvala za ogled, pa lepo se imejte v Sloveniji.